bila pravzaprav z doma. 6, 8 let. Ali ni šlo nekako takrat? Dobro. Prvo takrat bi, če bo umorila svoje novorojeno. In zakaj Leje ni bilo nikdar domov? Še na pogrebu Rajne. Samo stran. Naravnost pokopališča se je odpeljala. Ampak, menda, za nocojšnjo slavnost prav nikoga, ki bi prišel poštev za ženito. Skoraj neverjetno se mi zdi, da bi bila res poročena in ločena. Pa so se ne bi upali prirejti takega stavljanja, tako ne novo možiti. Kdo ve, morda prav zato. Ampak, morava sedeti skrat jutraj. Če ne ve, kaj deklina. Veš, da skuša na moč prikriti. Gospod Klep, kam pa kam? Gospe, klanjam se, gospe, klanjam se. Nikdar ni bilo vajdi do družbe, po smrti radje še v trgovino ni več stopil. Zdaj pa vsa vrata na stežaj. Neko te si mora človek kaj misliti, ko si jim tako mudi. Ja, gospod Klep, kam ste pa namenjeni? Kam? In tujec, sta že kaj slišali o njem? Tujec? Kak tujec? Ne vesta. Tujec, čisto pravi tujec. S prtljago pred jelenom. Še celo govori ne po naše. Pa se ne ve o njem nič? Povsem nič, ne ve nihče. Ugibljajo seveda različno. Nekateri menijo, da je letovišča, drugi pa se bolj dozemajo, da je Vajdov gost, ki prihaja na prtljago. Po mojem in eno ne drugo. Kot letovišča ima premalo prtljage, samo in kovček pa težnik, kot Vajdov goste pa ne bi nastanil po gostini. Letoviščar! Smešno! Ne bil. Stavim, da se bo izkazalo, kot zadnjič. To je bilo vse na nogah, pa je bil lepotnik za razgledanje fotografij. Povej no, moraš povedati. Ali je res poročena in ločena? Poročena? Naša gospodična poročena? To ji moram povedati, to moram povedati. Sila, otročeš. Gled, tako šurno. Odkdaj pa imate toliko časa za šetnje? Doma so se pa rečeli otroci in žena. Žena, si bom pravi košokarnila prste. Tako, neznalička soparno je v tem besedovi. Človeka kar duši. Ni take sile, imeli smo že hujše. Človek pač rad stopi takole na prosto. Človek pač. Pred vami je že šla neka gotova oseba. Ali vam je kaj znano, da je tej osebi na praznik v cerkvi prišel s sabo? Bruhala je, venomer bruha, milostni Bog, še ne 14-letno, pa tako bruha. Da, gospod Klep, še ne 14-letna. Treba mu je polomiko, pa ima vse doma. To pa miren daj, ko se zdaj omeni. Zdaj se že tako dolgo ni nič zgodilo. Ne lešč, ki nekoliko pomolčiva. Ne ugibljajo meščani, zakaj gon za broha. Mora biti zračen še sama ne ve. Mogoče, zelo mogoče. Toda, gospod Tadavkar, to ste se vendar umrli. Sej smo v
Oprostita, gospa Guštinova. Ali poznata gospo Guštinovo? Mojo ženo poznata. Bil sem doma, vse preiskal, nikjer je ni reve. Sej sem hodil, tudi ne vem, se tako nekam tuje. Jezus Marija, Jezus Marija. Veste, moja žena, povedati je treba. Ona ni bila vedno prav pri zdravju. Nekoliko bolehna je bila pač ona. In pravzaprav sem moral opravljati doma vse sam, kuhati moral. Jezus Marija, Jezus Marija, Jezus Marija, Jezus Marija. Vidiš, da bo res, dedec je kuhal sam. Vse, kar je prav, ampak vedno so pravili, da ga je imela zelo v strahu. Ampak, da se je mož tako zapustil. Ampak, zdaj se mi sveta. Premišljevala sem, pa nisem mogla potuhati. Sedaj vem, bo mi nije vzela in na novo je moral razlagati stvari. Ja, Ni se več. ja, Kdaj je pozvonila Ave Marijo? Ste slišali sva Ave Marijo? preslišali smo jo. Tako zadušno je v zraku, kot da se nekaj koplje iz noči. Morate vztrajati niti minute sami. Saj vidite, da spodaj nišče ne ve, kje se ga drži glava. Saj bi samo rada, da poveste, kako mi pristoji obleka. No, tako hitro se oblecite. Pojdi. Tako se tudi ne mudi. To se, gospodinja, le tako grdo razvadite. Mislite, da morate biti vedno posod zraven. Videli ste, po preprogi so hoteli v salonu plesati. Križ je, nismo vajeni toliko družbe v hiši. Nič. Ostanite nekoliko pri meni. Saj se nismo še nič pogovorili. Ali vas je strah? Strah. Pred kom niti. Ne vem, tudi prav tako mi je, kot da se nečesa bojite. O, beži. Govorite za Božjo voljo. Govorite že kaj. Veste, da bi se bila včeraj, ko ste prišli, kmalu zmotila in vam v kosilu prinesla otroško žlico. Naenkrat taka dama. Edvarda je tudi skoraj tako velika. Pred poldrugim mesecem ste se vzela. Da. Pisal mi je papa. Ne bi si mislila, da bo tako pomalo predostar. Res, jaz tudi ne. Jaz celo ne. Veste, da govorijo tudi o vas, da ste že poročeni.
Da, zelo želočeni. O, Goga. Čudovito mesto. Človek sovraži to dolgočasje. Bolan od zaprašenih sob. Toda, če odhaja v svet, se ne smem mnogo ozerati. Izstopil bi sicer iz Bozaj. Ostal za zmeraj. Reza, fanta pa ima. Kar odkrito vam povem. Pa še kako lepega. Rada ga imam zato, ker je tako ljubeznil. Nikdar mi nič ne zameri. O, Frank. Dobro, da ne ve, kako ga imam rada. Sicer bi me gotovo pustil. In to pravi, da se ne bo poročilo. Ne boste vedeli niti kdaj, pa boste pred oltarjem. Nikdar te rada. In smemo vprašati, zakaj nikdar? Ker se potem vedno mine. Res, iz večine. Toda včasih tudi ne. Če sta razumna, če znata nekoliko žrtvovati drug drugemu in potem, Hana, otroci. Ali nimate nič radi otrok? Vidite, vedela sem. Reza, povejte mi. Reza, nekoč mi morate povedati. Ali se vam ni nič gnusilo? Gnusilo? Kaj mi gnusilo? Reza, lagala sem se vam. Moj fant, nimam ga rada, ker ni zamerljiv. To ni radi česar ga ljubim. On nikdar ne sili vame. Ne zahteva, naj se mu dam. Po neizrečeno se mi gnusi vse pisal. Tako. Torej tudi vi. Potem ne ste pa več taki. Saj ne boste verjeli. Sedaj, ko ste pravili, že videti bilo z menoj ravno tako. Moj zakon, pekel in solza in gnus. On pa ni tako, kot je vaš dobri fant. Mučil me je, tako neznansko mučil. Dejal je, da pravijo vse žene, tako da je tak že značaj žene, da se pretvarja in zanika užitek, zato da ustvarja vide žrtvovanje. Ni mi verjel. V groba mi ni verjel. Kaj sem prestala. In veste, kaj sem si stavila za življenjski cilj? Opovarovati svoji dve hčerki pred grozoto zakona. Reza, strašno je po nekaterih sobah. Da, kdo je pisal? Ali se ni? Se ni nekdo prestopil? Hana, res moram sedaj, ne boste se še tako naravno. Ne, nihče me nima rad. Hana, vas je strah. Saj me ni res. Saj me ni. Saj se mi česar ne bojim. Reza, ostanite. Človek čuje koliko hudih stvari. Pa saj ste se vendar vaši obe omožili. Da, svojega življenjskega smotra nisem uveljavila. Toda saj ni baš treba, da sta tudi oni zdaj tako. Saj ni baš treba. Do sedaj ste še obe vedeli. Kako me je prevzelo, da ste pripovedovali neko prijateljice manj? Ta je bruhala, če se je kdo dotaknil. Nekoč se je v plesni šoli nekdo preveč tiščal. Prekiniti je morala ples. Bežala je ven ter bruhala. Imela je od tega, ker saj ni, da bi človek pravil. Ni, da bi pravil. Še ne 13 let pa jo je nekdo posilil. Še ne 13 let pa. Še vse drugače hudo je po sobah. Še vse drugače. Večkrat mi je pripovedovala. Domači cerkvi je zvonila. Tako neusmiljeno je nabijal skozi okno zvon. Ko jo je plačil po zlobi in bilo. O, milostlivi Bog, milostlivi Bog. In veste, kdo je bil? Domači služabnik, voznik, hlapec, če hočete. Priplazil se je k njim v sobo in izstoril. O, Bog. In kaj za vraga so potem storili z njim? So ga zaprli? Nič. Moj Bog, tega vendar ni mogla povedati. Ni si vendar upala povedati. Ne se upala, pa to se mora, to je treba. Saj bi. Da, vidite. In če bi komu povedala, potem ne bi bilo več možno, da bi se nekega jutra zgodila. Potem bi bilo zavedno res. Prav imate. Mnogo bolje bi bilo, če bi takrat takoj povedala staršem. Prav imate. Lopov je dobil pogum, ko je molčala. Še prišel. Še prišel? 4-krat je prišel. O, Bog. Dekle bi bilo moralo govoriti, skrajno lahko miselno je bilo, da ni izpovedala očetu. A
Ali povedala naj bi materi. Matere razumejo take stvari bolje. Da. Mati bi razumela. Pa kako se ga je potem končno odkrižala? Saj to je, sploh se ga ni. Odšla je sicer v tuje, prepročila očeta, toda nekako se bo morala vrniti. Prišla bo nazaj. Stala zopet pred njim. O, Bog. Res moram sedaj, Hana. Saj sem takoj gotova. No, ne bodite otroči, ne boste menda kar zmetali nase. Ne morete si misliti, kako se vas je oče veseli. Ne ve, komu vse bi vas pokazal od veselja. Ali boste res takoj prišli, če pozvonim? Seveda, saj ste vendar doma. Doma ste vendar, Hana. Kaj se vam more zgoditi? Res sem čudna. Klanjam se, gospodična. Ljubi Bog, pa. Zdaj sem vendar prijatelja. Zdaj. Kaj moram drugače? Izogibljam se, ne? 2 dni ste že doma, pa niste še spregovorila besede. Kaj bo? Prvega, dekle ne pozabi nikoli. Ne, ni res. To ne sme biti res. Pridite v luče in pozdravite. Dober večer. Dober večer. Me imate še radi? Ali imate še tako sladke roke? Tako sladke roke? Ne! Tega ne, nikdar več. Bojte se, zakričim, pozvonim. Tereza! Prvega, dekle ne pozabi nikoli. Ni res. Oče, takoj o tem mu povem. Danes, samo še danes naj bo srečen. Tako se je veselil. Samo danes naj še ne ve. Potem bodi danes poslednjič moja. Jutri naj dame vrtve, drag. Pa nič. Danes samo še poslednjič. Se bom spodaj odstranil od pesta, da bo postalo slabo. Sobo tukaj odprto. Šal. Naredite, da naj ne bo nihče tu. Klanjam se, gospodična. Neko presenečenje prišlo mi je na oko, podoknica, tako rekoč vrnivšemu se domačemu dekletu. Prišel sem povedati, da bo blagorodna gospodična prišla. No, ne pojdite, saj vidite, da gospodična ne vtegne. Kaj počnete ta človek? Ne vem zakaj, ampak že od nekdaj ga težko gledam v hiši. Strašno je veselil. Prišel je pravi do nekake podoknice. Nič napačnega pravzaprav nam naredi, toda že večkrat sem spratovala gospodu naj ga odpusti. Prikupil bi se nemara rad svojo mamico. Prav praviti je treba take stvari. Ne more pustiti človeku veselje, če ga hoče presenetiti. Tereza, nisem se ga vedela drugače odkrižati, kot da sem vas poklicala. Da, vidim, da še niste povsem pripravljeni. Sedaj pa ne pohitite, čas bo že. Mirno se jim lahko verjame na besedo. Pogosto so odlični strokovnjaki. Da se to lepo, to veliko... da se to lepo, to veliko... Praviš, mati, škoduje mi. Vidiš, to je tista prekleta utrujenost. Pred kosilo napravi še majhne spred. Oprostite, gospod pastor, ne morete se uživiti to, vendar premagalo me je zopet enkrat. Gospa prestopil! Gospa prestopil! Kaj je gospod Teobald? Gospa, je bil tisti igralec, res ste pa bolj kot jaz. Res, gospod Teobald, prav tako je imel slab hrbet. Kako si pa pisal? Pisal? Tega se pa ne bom spomnila. Pitireti, tako nekako.
moram še zamesiti. Kaj ste pa nazadnje videli? Videla, ko sem bila v Trstu, za kuharico. Nezaslišano lepo so igrali, vse je bilo v lučeh. On je igral najbolje, metodičen je bil. Kamor je potem prišel, so ljudje se mnogo obradili za srce in jokali. Gospa, tisti igralec je imel umetno vrbo. Narejena ime iz papirja. Ne. Vprašala sem vratarja, pa je rekel, da ima pravo. Od rojstva, da jo ima. Jaz sem dost. Ne. Vam je dolgo teklo iz hrbta, nimate od tega. Pa kaj vendar je počela Marti z mano? A me je zanemarila? Ste hudi nanjo te obalt. Ne smete te obalt. Sam Bog ve, kaj je bilo nad njo. Ne pristaja nam sodba. Klovnem jo! Ne. Ja, videl, da bi poznal že. Nekoleni ljubistvo. Sam Bog ve, kako se je izpridilo življenje v Bogu. Vsakemu se izpridi kako. Vsakemu? Ja. Vsakemu. Človek se uči, ima talente, vsi gledajo na, kako bi začel. A se tudi vi kdaj strašite sredi noči, da so vsi pobudili in spustili samo. Da boste zjutraj stopili k oknu, da bo nikogar več. Ti moji bogi, Škot, ti moji bogi. Poslušajte, samo še kruh moram namesiti, potem pa se vrnem k vam in bova jela. Svinje! Svinje! Gospodična Hana. Ne. Hana. Ne, nič. Prav ničesar. Preko ceste biva v mansardi človek, ki vas ljubi. Tu sedim. Sedim v neki sobi, med omarami, ogledali, stenskimi slikami, ob oknu visi tema in vas ljubim. Vse polno sofri v našem mestu. Povsod so stene, mize, omare, med njimi so ljudje, polagajo roke na predmete in imajo razmere. Jaz imam vas. In flavto imam. Ne poznate človeka, ki vas ima rad. Ne poznate njegove eksistence in morda ne boste nikdar izvedeli za njega. Obdaja nas mnogo življenja, ki ne vemo za njega. V noči poči v mizi les in nismo čuli. Mrak se tipa z razcefranimi rokami na kvišku. Vse različno se zgodi okrog nas. Če je človek mnogo sam, postane zelo tenkosljušen in ve ceniti vsak šum. Toda vas ne zanimajo te stvari. V vaših ušesih je še hrup velikega mesta. Ne boste se zanimali za omare in šume po mansardah. Objokane princese, sklonjene glave zamišljenih princov. Privid je edini paradiž, iz katerega ne moremo biti pregnani.
poznati grobe zaradi keljenja nočnega miru, ker sem muzikaličen. No, danes se mi ni bati, ko je z mano gospodska gajlala. Miau! Miau! Gotovo se srečuje s kakšnim nesmrtnim spisom. Nikol, ej, mi zanesi nam, tako bomo očevidno prijazni s teboj. Mojster, s Božjo voljo, letim vas. Trenutek, samo trenutek. Domniki so veseli gosti. Ne videti, stisnili so se čisto pod kap. Pa se vsak pozna našo godbo. Oče Kvirin, Dirič, Kap, pa Klikot, pisar, tudi pesem zlaga, tam nasproti ima okno. Gospodično, gospodično, tu doli družba meščanov, v katerih ljubljeno mesto ste se izvolili vrniti, ter vas pozdravlja. Pozdravlja vas in kliče gromki živjo, živjo, živjo. Naš namen, gostica, še druga luč nas je dovedla pod vašo okno. Tu dol, med nami se nahaja neka oseba. Tam, pod kapom stoji neka oseba in si pritiska roko na srce. On je še želje čakal vaše vrnitve, še mnogo gorečnejše kot vsi ostali. To je naš najodličnejši someščan, gospod Klikot, uradnik in pisatelj, ponos našega mesta. Kaj porečeš sedaj? Tega ti ne pozabim, nikoli. Baroni, pesniki, vsi na kolegi. Všeč mi je. Kar rado bi spoznala tega pisatelja. Krasno, sijajno. Pojdiva. Polomil si ga, vdičo si ga polomil, tvoj nesrečen gobec. Vidiš, on jo resno ljubi. Ti tega ne razumiš, ker še nisi imel v ženskih rokah. Naš namen pa je še drug gospica, še en gospod je tukaj. Ampak čas komu, čas gobec imaš. Kako ti to rata? Sam Bog ve, kaj bo sedaj. Kaj če se obesi? Zaupal mi je, da ji piše skoraj vsak dan. Pismo lepo zalepi, vendar nikoli ne odpošlje, temveč hrani v posebni skrinjici. Že cel kup jih ima nahranjenih. Tudi njene odgovore piše sam. Zopet hrani v drugi šatuli. O, zelo živahno dopisovanje imata. Strastna ljubezen je to. Potem pa vidiš ti, svojim kupcem. Ohoho! Ne malo bi biti danes v tvoji koži, tu so gotovo se vse konča. No, pojdiva zdaj. On se gori obeša. Tega pa bi ne smela dopustiti. Pojdiva, opravila sva. Če želi človek storiti smrt, ga nikar ne moti. Pravica ima vsaj do tega. Pa tega vam da obesil. Pojdiva, Obesil se bo. Čuješ? Čuješ? Kako včeraj je prekleta babica. Še dalj časa imam na sumu, da jim gre na roko. Slišiš? Verjame sedaj? Kaj le pomeni to? Ti si moram Morsejo besedo. Si
Gisela! Gisela! Kakega dvoma ni več. Vse se ujema. Danes mi je šef Idoč Davi skozi moj kabinet, pred me na tla spustil kot vrvice. To pomeni, da obesiti se moram. Sej bi se privoščim tem hudičem dogodka. Smisel samo čaka in preži, daj se kaj dogodi. Katera žrtev bo padla prva? Pisate že vejo. Vso gotovostjo morajo vedeti. Jaz kiosk pred uradom je preletne zdepaki ali žvečite gumi. Denar se norčujejo hudiče, le naj se. Jaz speljem. Ja, jutri pojdem in kupim bosni liste. Ne podam se še, ne podam se. Me svariš? Ni treba. Niti ne čujejo. Koji postelje imajo speljano. Da, jutri kupim gotovo. Samo do Peknega, da jim zamešava sled. Peknem izstopiva in vožnjo deluje šele z drugim, tretjim vlakom. Še bova imela življenje, povsem na novo začneva živeti tam od zunaj Gizela. Samo spati ne smem. Če se uležem v posteljo, me ujamejo na val, slizajo in vsi moji načrti razkrinkani. Vse sem že pretaknil tam okoli, da nisem našel ničesar. Ker nekje v steni, nekje v lesu, sam vrag vidi, kje mora imeti skrit. Antenor. Včeraj, dokler sem del za mizo, je bil v redu. Sedaj leže. Ne zdrži več. Truden je. Bog, kako se je mučil, da bi izdržal za mizo. Kupil bo vozni listek. Pobegniti hoče. Čez mejo misli. Nikar se ne potvarjajte. Sedaj ste se ukrenili v postelji. Sedaj si mašite ušesa. To je slizanje. Najnovejša iznajdba. Izsesavanje misli. Antenor val C42. Danes ne smem v posteljo. Bdiva. Piva na novo svetlo življenje. Piva na novo svetlo novo življenje. Sedaj že tu! Povsod so! Pa samo še konec, no samo še takrat konec še enkrat. Ne morem se zamisliti, kako je že kasno. Dan bo že. Pa gospod, tako dobri ste vedno. Če nama ni že dano živeti, pa vsaj kratko življenje. Če se v Bogi že nič zgodi, pa vsaj kratko, da se nekaj dogaja. Mati, sedaj bi moral storiti tisto uslugo. Jaz? Kdo pa mi je bližje od tebe? Jaz, tvoja mati. Ravno zato. Jaz, ki sem ti dala življenje. Niste te prosil življenja. In kakšno življenje si mi dala? Ne mara ga. Lahko ga vzameš nazaj. Pomagajte, pomagajte. Ne hodi od mene, kam hočeš? Po zdravnika Osvald, pusti me ga. Ne pridiš ven. In nišče ne pride noter. Osvald, otrok moj. A imaš materinsko srce zame? Ti me vidiš, kako nepopisno grozno trpim. Nato moja roka, da bom storila. Boš? Če bo treba, saj ne bo treba, ne saj ni mogoče. Upajmo, mati. In naj skupno živiva, tukaj morava. Hvala, mati. Ali si sedaj mirniš, je prosim? Osvald, to je bila strahovita domišljija, vse samo domišljija, vsaka razburjena se bila zate preveč. Toda sedaj se odpoči doma pri svoji materi, ki sam se je blagosloveni.
Vsega boš imel, kar hočeš, ravno tako kot takrat, ko si bil še manj. Vidiš sedaj napad z njim in prav lahkotno ti sem vedela. In vidiš Oswald, da lepi dan se zunaj in preseže sonce. Sedaj moraš videti šele tako prav domačijo. Mati, daj mi sonce. Kaj praviš? Sonce. Sonce. Oswald, kaj ti je? Kaj je to? Oswald, kaj je to? Oswald, poglej me, da poznaš. Sonce. Sonce. Tega ni mogoče prenesti. Je že ima to. Mene. Pač. Mene. Sonce. 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 Teobald, kaj vam je Teobald? Zakaj si se tako ženete k srcu? No, fant moj. Mar bi se učila, rekla sem vam bila in ne bi se vam bilo treba žalostiti. V kratkem boste morali napraviti izpit, da nimate nič veselja, da bi avanzirali. Jej, kako ste vsi otroci lahko mislili. Nič služba, samo te vaše neumne fantazije. Naša Heda tudi samo svet veliko življenje. Zdaj pa ima, ko se je mora lastna mati sramovati. Nikar ne bo, gospa. Mogoče pa je vaša Heda posem srečna v svoje življenje. Tiho! Tiho, da vas Bog ne sliši. Po prvici vam povem, če bi jaz bil ženska, jaz bi mi tudi izprijel. Teobald! A še niste opazili, kako vsi pravljajo, gre? Samo zato, ker se bojijo, da bi koga njegov lesk ne omamil in bi užival, ko si sami ne upajo. Menite, da je res tako zelo biti izprijen? Vsi, prav vsi bi bili radi, pa nam manjka poguma. Kaj zato, če mora spati vaša Heda pri kakem moški, ki si ga pač ne poželi? Koliko poštenih zakonskih žen mora vsak dan nekaj z groza v posteljo, ker jim po naravi manjka veselja. Kaj zato? Zjutraj se lahko vaša Heda vkoplja v dišeči vodi. Odpelje z mobilom. Sonce. Vsaj ni življenje zgolj parevno vjene. Tudi cvetlice so. Steče rosel trava. Smeh je otrok. Ali mi največji zloti pirajni ravno Bogi? In kaj, gospa? Vse mesto vam zavida vaša Heda. Zato je potem se bati začuval. Dobri podajati so važno izmešljeni ženi. Igrala pa ne bova več. Ne maram vam gledati, kako se mučite. Sedaj se bo vsak večer učila, da boste že končno napravili izpit in dobili službo. Saj, če imate tako veselje do gledališča, se boste potem dobili delo v gledališki pisarni in vam ne bo trebalo miti v dohodu. Pustite luč. Tako da tako v zraku, tako da se lahko zgoditi. Zgoditi? Šlika se mi je zgodila. Ali speš? Dobro spal takam. Niti minute, nisem zatisnila oči. Bog sam, jaz sem barem zvedno delo.
teden se je končal, obupen je bil, ker mu nisem hotela vrniti prostosti. Surovo mi je skričal strogo. Vedno je ljubil le njo, samo njo, to nič vrednico. In zahvaljen sem mu Bog, da ona ne ve. Ničesar ne skrivati. Smrt je prepričana, da je vedno ljubil le mene. Svojo zaročenko. Je se pa porastila v in tega se je nikdar ne privoščil, da bi izvedela resnico. Mogoče je to. Pa tako pretegnil v ono stran, ne da bi si kakorkoli položil roko nase, a? Pobegnil na ono? Ja. Kaj imaš v mislih? No. Naredi se umor, ne da bi si sam kaj storil, a? Ne da si bi kaj sam storil? Pa so ravno to pa še samo umor, da si kaj stori. Ja. Jaz pa mislim, da je tu drugač mogoče. Povsem možno je. Saj ni treba, da si je na življenje. Treba mu je le, da se ne igra zanj. Denarje ga samo in se tako počasi. Čemu le govoriš to? Saj že itak dolgočasno. Pravijo, da je iz početka močno. Zmerno človek kar nekako trpi. Celo občutek gladu izgubi človek. Zaspeva. Proti jutru gre morebiti gre laže. Ali spiješ? Skušam. Tata, a nisi opazila? Piše ves teden vmes pregled. To je torej. Bojiš se, da bi ona šla? Ja. Bojiš se, da bi šla k njemu, krajnemu. Da pa vidiš, tega se bojim. Človek lahko vsaj misli na kaj. Misli, da je ta in tam nekdo, ki morebiti čaka nove. Ki bomo razmerje imam tako rekoč. Če pa bi bila tudi Elza na oni strani pri njem. Ne, to se pa ne sme zgoditi. Ne. Pa čemu bi baš tako, da ne bi nič jedla? Saj se človek lahko tudi obesi. Ne, tega ne bi storila. Če bi izvršila samomor, da bi znala Teobaldu, kako ga je v tisti noči, ko se je dopolnila, nesla ven na njive in ga pustila tam, da se je ves izobrazil in mu je pozneje teklo iz hrbta. Umrl bi tedaj, da to nisem preprečila jaz. Obudila ga z lastnim dihom. Kot je moralo obljubiti, da ne bo nikdar poskušalo ubežati. 32 let jo že straži. 32 let učiva. Ne, in za kazen mora živeti brez sina. Kakor hitro bi se mu razudela, bi mu jaz povedala vsem njegovi krvi, kako ga je prehladila. Sinove kletve se najbolj boji. Tudi mene ni nikdar nišče poželjeval. Še sedaj? Zaprite! Zaklenite! Ti boš povedala očetu. Ne bom povedala očetu.
Sleti v postelj. Ljubica, srčice, ljubica. Prvi, se ne pozabi nikoli. Ne vem, končal se je kdo ali kaj podobnega. Mislim, da sem na njo moral zneklo. A ste slišali? Ne, nič nisem slišal. Šepajoči koraki so ostali v temi. Očepali do okna in sem mislil, da ne vem, kaj ste dali. Pogledala sem skozi okno. Nikogar. Sem vam rekla, da se bo nekaj zgodilo. Odkje ste vedeli tako zagotovo? Odkje sem vedela? Da, odkje sem vedela? Ampak ko sem mesto je na nogah. A gremo gledati? Dvomim, da bo kaj videti. V kakšni sobi mora biti. O, Bog. Pustite luč. Pustite luč. Nisi nekaj rekla? Nič. Kaj je? Nekaj je. Naenkrat je nekaj nastalo. Nekdo se obesil. Ti? Si ušla, Elza? Elza! 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 Kaj me dragiš? Ne boš! Ne boš! Vzdrami se, poglej! O, ne boš se izmuznila! Marsikdo bi hotel kar takole narediti, a? Marsikdo! Kaj? Si me hotela prevarati? Si se hotela splatiti njemu, a? Kaj me budiš? Prav si hotela! No, saj ni res. A saj ni res. Kar tako sem pač zaspala. Podrebala sem. Lažeš! Prav si hotela! Ne. Ne. Tako hočem. Kako moram proti Božji volji. Kakor je njegova volja. Kakor je njegova volja. Ti se komaj govoriš! Namenoma kaduješ, da bi umrla, a? Saj jem. Veliko jem. Samo nekoliko obnemorla sem zadnje čase. Veterina. Lažeš! Lažeš! Nikjer sledu kakve hrane! In ura! Kdo ti stoji? Kdo ti nosi kruh? A kdo? Že 8 dni nisi bila iz sobe. Ti, glej se, glej! Kako hitro ne začneš jesti? Tam vse ogrdim, kako si ga prehladila. Prekleta boš legla v zemljo. Prekleta boš hodila okoli. Na, žri, žri, žri. Ampak, ali ne boš mogla nikdar pozabiti? Zabiti. Kako moram pozabiti? Ti mi vzela inega človeka, ki me je ogati. Ali ti veš, kaj se pravi živeti, da te nima nihče rad? Da nimaš prav ničesar, česar bi se veselila. Veš, Pri Bogu te rodim. Pusti, da se razdanim v tej obaldu. Pusti, da sem v mati. Ne povej mu, da sem prima njegovega vrta.
v zameno ti dam njega, prepustim ti umrlega, zavedno se mu odrečem. Kakšno pravico mi poganjaš, Erika, a? Erik je bil itak vedno moj. Ti si stegla le njegovi pohoti. V srcu vedno ljubil le mene. Mene! Lažeš, lažeš. Prisegal mi je. Da, če hočeš vedeti, preden je šel, pred smrtjo mi je prisegal, da je vedno ljubil le mene. Ti pa si ga le kupila, ker ni mogel izhajati v šolah. In dobil smrt, si ga pognala le ti, ker mu nisi hotela dati svobode zame. Tako? Prisegal ti je. Prav tukaj le sredi sobe je držal roko k višku. Potem stop prav mora si veti. Potem stop prav te ne spusti. Afra. Afra. Ali spiš? Ali že spite, ljubica? Spim. Da, spim. Vi ste, ne? Vi Tereza? Ne spim še. Menila sem, da je to drug. Vi Tereza. Menila sem, da je to drug. Pa zelo se bojim. Nisem si mogla kaj, da ne bi še pogledala gor. Kaj niste še v posteli? No, mora biti bom tako dobra, ter vas malo pobožala, da boste lažje zaspali. Tako lepo je doma. Tako prijetno. Ničesar se ne bojim. Ali si moraš misliti, Reza, da se meš čuje? To sliši se. Bolni ste, res ste bolni. Menila sem, da je le izgovor, ko ste šli. Nič. Nisem bolna. Le hudo. Kar tako hudo mi je. Reza, ali me hočeš vzeti nekoliko na naročje? Daj, da ti sedem na naročje. Tako. Nekoliko me pobože. Ne tako. Licem se stisni k meni. Kaj ti je, Hana, dušica? Reza, pomagati mi moraš. Edina mi lahko pomagaš. Kako naj ti pomorem? Saj veš, da vse storim zate. Res? Pomisli. S kako grozo se je vračala. Kako silno se je bala. Pojavil se bo zopet sobi, stal bo pred njo in zahteval. In mora biti bo celo zopet zvonilo. Tako neusmiljeno bo nabil skozi okno zvon. Pa o čem sploh govorite? Pravila sem ti vendar. Tista moja prijateljica. Tisto dekle, ki je storil služabnik sino. Da. Bila je vendar z doma. V tujini. Pomisli, kako se je bala ure, ko mora zopet stopiti čez domači prag. Enkrat mora priti. Nekoč pride čas, ko mora zopet stopiti v tisto svojo sobo. In tedaj? Kaj? Če jo zopet poželi, če bo spet zahteval. Tolažila se je brezumno s tem, da ne bo upal, ne bo. To vendar ne more iti v nedogled. Vrnila se je. Komaj nekoliko sama. Že stopi s svojimi sliskimi rokavi v sobo in zahteval. In vedel se je tako žaljivo. Nič ni potrkal. Zavalil se kar na stol. Moj Bog, nekaj je vendar treba storiti. Nekaj. Ali je mar? Ali se je torej vrnila? Za Boga, dejala sem vendar, da naj bi povedala staršev. Če ga je že umorila. Umorila? Kako? Reza, povejte sedaj. Ali ne bi vi hoteli pomagati temu dekletu? Odnesti truplo? Hana! Reza, ono 20-letno dekle. Ali naj skoči skozi okno, naj truplo na vsak način mora kam proč. Hana, za Boga! Reza, ne tako. Saj se še niti ni vrnila. Saj mi je samo vrnila. Kako moraš biti tako plašljiva? Sam Bog veš, čim so vam tam zunaj nasuli glavo. Nešteto noči sva bede preležali v penzionatu druga v drugi, ter mi je ona pripovedovala svoje grozotne stvari. Bala se je, da bi res prišlo do zločina.
kako me je prevzelo. Kaj sem vam pravila, neumnica? Ne prenesete še s svojimi leti. Kako moreš reči, kako le moreš? Se vendar veš, da sem tudi jaz tako. Nikdar ne morem poročiti Franka. Ali ne bi bilo grega vezati v razmerje tako nenaravno zanj? Pobegnila sem od njega, da sem mu prihranila razočaranje. Ali ni bilo pošteno? Vedela sem, da ga ne bom videla nikdar več. Vidiš, Tereza, in zato te prosim pomoči. Hana, nič tuhtanje več, spat morava. Le vlezi se že najde še kakšna malenkost, da boš tudi ti živela z njo. Do poldneva nikar ne ostajaj, tudi kave ti ne bom nosila. Le odpoči si. Lahko noč. Da, meni, lepo prosim, pomoči prosim. Vržem moj ključ. Skozi tista vrata tam. Zaklenite za sabo. Tu sem. Kar naprej, naprej prosim. Sedite. Nikakih začuden, nikakih raztrganih oči, ni časa. V naglici vam moram razoteti, od česar je odvisno vse moje življenje. Povsem neznan človek ste mi. Ljubite me. Oprostite, da moram zlorabiti vašo ljubezen. Bi bili pripravljeni izvršiti zame kako pravilo, kako nenavadno, mora biti nevarno pravilo. Vi? Vi? Vi, gospodična. Pripravljena sem vas nagraditi. Vso hvaležnost vam hočem izkazati. Vdam se vam. Popolnoma hočem biti vaša. Po storjenemu pravilu se vrnite. Ljubiti me smete, kakor se vam zahoče. Storil bom tudi tako, brez tega. Ne, morate se vrniti. Kaj naj storim? Tam spodaj, v mi prelih. Ne moram vam razlagati. Stori mi je hudo. Hotel me je imeti. Nosi se mi. Tam je so svečni. Ubila sem ga. Truplo mora kam proč. Na vsak način mora. Kamorkoli, če tudi le na prah sredi trga. Samo iz moje sobe. Boste. Vi me ljubite. Bom. Hvala. Hvala. Naj nesem takoj. Da, takoj. Toda vse mesto je na nogah. Nihče ne spi. Vse preži in čaka. Vidite glave. Tam in tam in tam. To se vam le tako zdi. Tisto tam je cvetlični lonec in glava tam lekarnar, ki v boleni noči vedno zaspila. Kar zadenite ga in nesite. Saj ni treba daleč, kar sredi ceste ga odložite. Ravno tu pod vami je taka luč. Pri Kristusu, prosim. Kaj vse tukaj? Saj še topo. Jezus! Jezus Marija! Kaj je? Zagrabil me je! Nesite že vendar. Prijel me je. Čisto razločno me je zagrabil. Nesem. Nesem. Naj bo kako že. Nesem za vas. Za vas, Hana. Tudi on je živ.
veliko se imava ljubiti. Ne pustiva čakati žene. Kdorkoli prideš po cesti, pridi gor. Žena čaka službe. Pridi. Pridi. Pa so tisti. Sami pa so tisti. Narejena. Že davno preživljen pointillizem. Če pa hočeš kakizem, ekspresionizem. To je beseda. Pa kaj blebetaš, kakšen ekspresionizem? To je gotovo zopet kakšna taka svinarija, ki se opet razmišljuje, če pridem k tebi v atelje. Ničesar noče, samo domov bi rada, ti tudi ne znaš izdat domov. Jezus, mrlič! A kaj gledaš? Mrlič? Ni mogoče. Da bi bogi koga ubili. Punca, privid, domišljija, halucinacija. Par, res leži tu nek hudič. Nekam le pljuje po glavi. Krval bo. Meščani, meščani, meščanke, dogodek je tu, dogodek imate v mestu. Pred vami sredi mesta leži mrlič. Izvolite. O Jezus, giblje se, oči odpira. Molči, punca, demon, izgubi se. Ženska si, tako intrigiraš. S tolikšnim trudom prirejen mrlič in se giblje. Ne, vse v redu, samo pijanje, da. Pasti mora se potolči. Komi Prelih je. Gospod Prelih, a vas si nič sram, kako grdo ste se opili. In potolčeni ste. A ste se sami ali vas je kdo drug? O, brat, kaj pa se valješ po cestah in vleče za nos poštene ljudi? Glej, da zato ne zvedo meščani. Linčejo te, tem ne poznajo šale. Kjeno sem? Ema? Si to ti? Pomagaj mi na noge, kako slab sem. Človek Božji, pa kaj si žrl? Ali te ni nič sram, da nisi povedal, kje bo danes takšna pijača? A? To se danes naziva prijateljstvo. Le počakaj. Po jutrišnjem vem za krokič. Vse plačeno. Ti pa si zaigral. Daj no, saj veš, da se imeli danes doma veselico. A, vidiš, vraga, pozabil sem. Pa kaj si žrl? Saj tak nisi za men ljudi. Si padal? Vrak vedi, ali sem padal. Še vem, česar se ne morem spomniti. Saj nisem nič pil. Pač, gostijo smo imeli. Da, kaj sem na cesti? Pa smo vsi morali biti v hiši. To mi uganka. Kaj je bilo hiše? Hani se je na meni iti. Hani je bilo v glavi. Česar ne vem. In česar se ne more spomniti. Ah, pustiva se daj to. Stopiva na požirek. Ti pa v posteljo. Pa je za pijača za nič. Pa sploh se naj ženska ne meša v moško družbo. Kšec! Oj ti govec, sem ali jaz pisala za teboj. Celo noč me zavlačeno okrog. Danes je, doma bom tepena. Tepena? O, blažena, da imaš roko, ki te pritisne, ko prideš domov. Ti lahko ležeš in Bogu dano zaspiš. Kdo bo pa mene tepal? Kje je roka blagoslovljena? Gospod Otmar, pameti bodite in spat pojite. Kam greš? Čakaj!
Serija, grijo. Pa si zmoral, ne vidiš, da je že tam. Srečo se, če še mati ni po konci. Tudi ti moraš domov. Domov. Pa saj bi šel domov, kaj ti veš, kako je po nekaterih sobah. Matri imaš, ki te pretepe. Kaj pa jaz? Fantazira se ti že, lahko noč. No daj no, Emica. Pa je šla. Sem spet sam. Nobenega človeka. Živ krst ne mara zam. Nikod, brat moje umetnosti. Kaj delaš? Stvarjaš? Stvarjaj. Domovina smrči in čaka. Pa saj sem vedel, da v tej veliki uri nisem sam. Čudim se le, da zdržiš v sobi. Pridi, vabite na požirek palica. Pridi, razložim ti umetnost nove stvarnosti. Pločevinasto slikarijo ti razložim. Kje si? Mrtve, lažje pripicati kakor tebe. Daj no, stopi sem, greva na požirek. Ne morem, nisem še obrit. Uradnik. Nekaj se je moralo zgoditi. Samo nihče ne ve kaj. Gori! Gori! Bre, gori! Požar! Vidite! Kako svetlo in dimo je dišalo so noč. Jaz je brusil krivde. Že veste! Gori! Mogoče vedno pride vse na kup. Vse je stopilo vsak. Vojska bo. Delavstvo se je oparalo. Noče vojne. Vse je stopilo v stavkom. Grozota bo. Gospodin! Ne se lahko še kako izmiril. Če se lahko še kako vnese. Bog sam vedi, kaj vse še pride. Že na nogah? Ali nisem dejala? Moje jutro. Nič več ni res. Nikdar ni bilo ničesar. Prišla sem, da se ne bi prestrašili. Plat zvona gori menda. Gori? Jaz pa sem mislila, da vabi k zornici. Kaj pa zmetavate tu? Saj boste vse razdejali. Saj vas imam rada. Večkrat bom pogledala domov tova. Potovati nameravam. Oprostite, Han, ampak saj ste še pred par urami dejali, da... Dejala. To da pomislite. 3 dni že ne vem, česar o meni. Niti črkice mu nisem sporočila še. Skrbel bo. No, nehajte s tem zmetavanjem, kdo bo pa gledal. Če že res mislite, uredim jaz. Sicer pa itak pred poldnjem ne dohitite nobenega vrata. Pa sedaj? Zjutraj? Ja, za sveta Kriščevo voljo, saj ne gori voda. Pa ne boste me takar udrli iz hiše. Boste rekli še kakšno besedo očetu. Res sem neumna. Veš, možiti se nameravam. Ne vem, ali ste postali tako lahkomiselni tam zunaj. 2-krat ne govorite enako. Reza, pojdiva na Tisovec. Tam mora biti videti krasno. Že od nekdaj sem si želela videti goreti gogo. Saj pojdeš. Kaj ne? In Frelih, kakšne skrbi nam prizadeva. Frelih. Priklatil se je domov tak, prišel je, ko sem že ostajala. Se ni mogoče. Reza pri Kristusu, ali si ga res videla? Kaj se razburjate, ni vreden pijanec. Do sedaj sem stala pri njem, ter ga močila. In je živ? Je živ? Pred tekstih so ga morali. Ni bil videti tako pijan. In ves spomin mu je vzelo. Čeprav živi. Živi. Jaz sem ga vendar sem ga. Kaj ste ga?
človeku nekoliko veselja, če ga hoče presenetiti. Ne raza. Naj živi. Naj živi. Samo da je mrtev. Pojdiva, Reza. Bodite na pametni, opa, kaj bo rekla gospa Reza? Kako ste ne staknili obleko, saj smo vam jo skrili. Človek niti za trenutek ne sme umakniti peta. No, kaj me briga, gospa Reza, daj, Juta, pokaži mi, kje gori Juta. Saj ni vsak dan. Lepo prosim, naročila mi je, da moram paziti na vas. Rekla je, da ste zmešani. Kaj? Da sem zmešan? Za čeljustjo primem. Me prav zanima, kdo je bolj zmešan, jaz ali baba. In, Juta, zakaj se povi? Saj to nisem ranjen, samo nekoliko hudo mi je v glavi. Če me vidijo takega, bodo koj stegovali jezike. Gospa Preli, poglejte ga no, kako je povit. Ali sta vas res? Gospod Preli, ali sta vas res? Ja, Juta, greva, Juta. No, hajde, kje je že obe? Da, to jim privoščim, da ni jagnja. Zmeraj pride prepozno. Kaj vas je pravi? Ovo vas pa je, kaj vam je res pominu zelo. Marija, kaj pa ta podkolovratom? Saj sem mu skrila obleko. Gotova je šla punca, kam zvijala prodajati. Ali ti nisem naročila, da pazi nanj? Ti. In Prelih v posteljo. Kaj strašite okrog Prelih? Ali vas niso ubili? In kako umetno je povil? Kdo vas je pa tako povezal? Gospa Tereza, samo nekaj lesa se je vlelo, če še ne veste. No, vidite, Hana, zdelo se mi je, da ne bo nič. Sedaj pa lepo idimo, če mu bi lezli na ukreber za prazen nič. Ne gori več? Samo nekaj lesa, in kot plame. Pri nas se nikar nič ne zgodi. Nek zrno vrenega vragosta. Pač. Vendar se je zgodilo. Morjen je bil med to noč. Nesite ga na pokopališče. Gori, ves breg je že v ognju. Pijanec se ne ve, da ne nič. Mojster, saj so že pogasili, pa saj ni hotela goreti. Pojdite v zadnjem krošu, sedaj so tam. Molči, brezbožnica, ne posegaj se svojim lažnivim gobcem. Božja usodnost, ki je naklonila nevrednemu mestu dogodek. Bežite in rešite svoje, gori! Hudič bi tegnil zažgati še sem. Samo zlodenju bi prisodil, da ga on še veseli. Vankrt. Morebiti se bo sedaj zaživelo kako drugače. Morebiti nastopi kaj drugega. Novo, svetlo novo življenje. Privid je edini paradiž, iz katerega ne moramo biti prehrani. Sedaj s to prav mora živeti. Sedaj s to prav te ne izpustim. Piva na novo svetlo življenje. Prvega, dekle ne pozabi